Danes je čas za eno novo kljukico, grem na Lepenatko. To je en tak ne preveč visok vrh, dobrih 1400 metrov nad Zgornjo Savinjsko dolino. Nisem pa izbral najbližje poti, morda celo najdaljšo, s prelaza Črnivec, torej dobrih 900 višinskih metrov. To je taka grebenska pot, grem namreč tukaj čez Kranjsko Reber. Ja, najprej se bo treba povzpeti na sam ta greben, tako da sem se že pošteno ogrel. Da se boste lažje predstavljali, kje točno sem, med Podvalovljekom in Gornjim Gradom oziroma z vidika hribov je proti vzhodu Menina planina, proti zahodu pa Velika planina in Dleskovška planota. Torej, danes gremo nabirat kilometre. V dobri uri sem se povzpel na Kranjsko Reber 1435 metrov oziroma na vrh Kašne planine. Za mano so dobri 3 km in del poti je šel čez tak res lep smrekov gozd. Me prav zanima, če tu rastejo jurčki. Sicer danes vidljivost ni najboljša, prihaja slabo vreme, ampak razgledi so še lepši, kot sem mislil, da bodo. Na levi strani je Velika planina oziroma Gojška planina. Za mano bolj na desni Dleskovška planota, za njo Ojstrica in pa v ozadju vsi najvišji vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp, Planjava, Brana, Skuta, Grintovec, tudi Kalški greben. Proti severu pa vidim že nadaljevanje moje poti oziroma moj današnji glavni cilj, to je Lepenatka, za njo je Veliki Rogatec, še nekaj bolj v ozadju pa Raduha. Še zadnji koraki na vrh Lepenatke, 1425 metrov ima. Sem rekel, da bom danes nabiral predvsem kilometre, ne toliko višincev, pa bo na koncu tudi višincev več kot 1000. Zdaj sem jih naredil 780, namreč iz Kašne planine sem se spustil za 300 višincev in zdaj kar strmo uspel gor na Lepenatko. Torej me čaka kar nekaj višincev tudi na poti nazaj. Sem se še poigral z idejo, da bi šel še na Veliki Rogatec, ki je tule sicer čisto blizu, ampak je nezahtevna pot z druge strani in bi mi to vzela še eno dodatno uro, potem pa res nimam 4 ure za povratek nazaj, zdaj ko so novembra že tako kratki dnevi. Namreč naredil sem že 8 km, skupaj s postanki dobre 3 ure, same hoje je bilo recimo da za 2 uri in pol. Bom raje na vrhu še malo dlje užival v razgledih, predvsem na Dleskovško planoto. Res se fantastično vidi, zdaj se je tudi naredil kar lep dan, malo bolj topo. Podvežak ter ravne sta planini, s katere se dela ture po Dleskovški planoti, denimo na Veliki vrh, na Desko, Dleskovec, Zelenico, no tudi na Ojstrico, res lepa planota s številnimi možnimi peš potmi. Od tam pa se vidi nazaj na ta greben, ki sem ga danes prehodil, torej na Kranjsko Reber, na Lepenatko in pa na Rogatec, kot da bi gledal človeški obraz, oziroma kot da bi gledal meniha, recimo iz Gornjega Grada, pri čemer je Rogatec nos.
Profil tele ture me malo spominja na tisto zimsko turo, ki sem jo delal s planote Goltej na Smrekovec, gor dol in to še nazaj, tako je bilo tudi danes. Zdaj se mi zdi, kakšna planina, precej daleč, lepa bo ta tura tudi na poti nazaj. Ja, tudi Goltej se vidijo, Smrekovec, Menina planina in pa proti Zgornje Savinjski dolini. Lepa, taka samotna tura, prav nenavadno, pa je celotna pot zelo lepo markirana, razen 2 gamsov nisem srečal nikogar. Še drugič danes sem osvojil vrh Kašne planine, na povratku nazaj je bil en odsek precej strm po eni gozdni vlaki, ampak je šlo. Tehnično pa sama tura ni posebej zahtevna, tam pod vrhom Lepenatke treba biti sicer malo pozoren, ker je nekje ozka steza in precej prepadno. Je pa kondicijsko kar pravi zalogaj, skupaj bo naneslo 16 km, naredil pa sem dobrih 1100 višinskih metrov vzpona. Če se vam zdi tura predolga, jo lahko razbijete na 2 ločeni turi. Iz Črnivca se lahko posnete samo sem gor na vrh Kašne planine, torej dobra ura vzpona. Za vzpon na Lepenatko pa se iz Črnivca zapeljete naprej še na Kranjski rak, kjer običajno zavijemo levo za Veliko planino, no zdaj pa se zavije desno za Kašno planino in se lahko avto pusti pod Kašno planino oziroma na spodnjem delu Kašne planine, od tam pa je do Lepenatke samo še kakšna ura in pol. Hvala, ker ste si pogledali video, stisnite like, če vam je dobra ideja za turo. Če ste pa že bili na Velikem Rogatcu, pa mi v komentarjih zapišite, kje je najbolje iti, z katerega izhodišča.